Dobar dan, gospe in gospodje. Ko vidim toliko, imam vedno občutek, da mi uvoda ni potrebno delati, da predimo na vprašanje. Izvolite, Katarina. Mikrofon. Novinarske konference Računskega sodišča, kjer pravijo, da je javni dolg zagotovo nekaj 10 milijonov, lahko celo nekaj 100 milijonov, večji od tega, ki je trenutno prikazan. Razlog je nejasno beleženje javnega dolga, za kar je krivo Računsko sodišče, za kar tudi predlagajo razrešitev. In me zanima vaš odgovor, ali lahko rečemo, da bi bil recimo dolg 14 milijard lahko in ne 13,4. Da bi pritrdil temu, nimam osnove. Kar se tiče Računskega sodišča, bi pa rad povedal naslednje. Eden od pomembnih vzgibov za izhod iz reforme je zaupanje ljudi v pravno državo. Tudi zaupanje institucij, ki sodelujejo z ustanovami pravne države. Torej odnosa med Računskim sodiščem in vlado. Kot veste, sem bil včeraj iz strani Računskega sodišča pozvan, da razrešim z položaja ministra za finance, dr. Francija Križaniča. Zakon se zaveda, da je potrebno proučiti razloge, ki jih navaja Računsko sodišče za tak poziv, pri čemer vas bi rad spomnil, da je to poziv, ne pa zahteva, poziv, ki daje predsedniku vlade diskrecijo, da se odloči. 15-dnevni rok mu daje možnost, da premišljeno in preudarno odloči, ali so razlogi, ki jih navaja Računsko sodišče utemeljeni ali ne. Zato sem se bil odločil, ker Računsko sodišče spoštujem, sam odločno odklanjam namige, da bi imelo Računsko sodišče kakršnekoli motive, druge od tistih, za katere je pristojno, in to je, da gleda pod prste proračunskim porabnikom, da bom dal 7 dni časa ministru za finance, da mi zelo natančno pove in napiše, kaj je v tem času, ko je odpravljal to, kar je Računsko sodišče zahtevalo, storil, česar ni storil zaradi česar Računsko sodišče poziva predsednika vlade k njegovi razrešitvi, tako da bi lahko po 7 dneh ocenil, kakšna je bilanca opravljenega dela Ministrstva za finance. 15-dnevni rok mi torej daje možnost, da se premišljeno in preudarno odločim o tej zadevi. Tako bom tudi storil najprej in predvsem, preden bom dajal kakršnekoli izjave, bom počakal na odgovor ministra za finance v zvezi z njegovim opravljenim delom. Naprej, Mirko. Pa vendar pravzaprav bi nadaljevalo v isti smeri. Za premišljeno odločitev ste pred letom dni potrebovali približno dobri 2 uri. Zdaj najmanj 1 teden samo za pojasnila, tako da bi vas vprašal, ali so to dvojna merila ali pa ne vem, o problematiki smeti veste toliko več kot o financah. Jaz sem se z obema ministroma pogovoril, tako z ministrom Erjavcem, kot včeraj z ministrom Križaničem. Minister Križanič mi je bil že prinesel včeraj kratko pojasnilo o tem, kaj je storil. In ni storil malo, vendar pa je bilo to pojasnilo premalo, da bi lahko hitro sprejel odločitev. Zato tudi pravim, gre za vprašanje, ki terja premišljeno modro odločitev. Glejte, bodimo iskreni, če rečemo, da je poziv Računskega sodišča v bistvu obvezujoč za predsednika vlade, da ministra ali ministrico razreši, potem je jasno, da Računsko sodišče odloča o sestavi vlade. Se strinjate? Samo pred letom dni so bile zelo podobne vaše besede, da vam ne ostane drugega, da ste to skupaj s Karlom Erjavcem ugotovili. Tako je, ker ni bilo, po mojem mnenju, delo tako opravljeno, da bi lahko v odgovoru, kar mi nalaga druga alternativa, Računskemu sodišču utemeljil, da je bilo ali poskušano ali storjeno dovolj, da zavračam argumente Računskega sodišča.
da ne bo nesporazumov danes. Jaz prav nič ne prejudiciram odločitve, ki jo bom sprejel. Prosim, da je to zelo jasno danes. Prav nič. Iz nobenega mojega stavka ne sklepajte na to, kaj bom storil. Najprej bom počakal, da mi minister Križanič pove, kaj je bilo storjeno. In hvala, ker ste mi postavili to vprašanje, zakaj je bilo pri eni odločitvi relativno hitro odločeno, pri drugi pa ne. Pri eni odločitvi je bilo relativno hitro ugotovljeno, da je bilo storjeno premalo, pri čemer je Karel Erjavec nosil objektivno odgovornost za to. Sej ni tisti, ki mora urediti te stvari, vodi ministrstvo, ki ni uredilo teh stvari. Medtem ko mi je minister Križanič včeraj takoj postregal z argumenti, kako je odpravljal napake. Ne nazadnje morate vedeti, da sta dva zakona v parlamentarni proceduri in da je minister Križanič želel celo storiti več od tega, kar mu je naložilo Računsko sodišče. Mu pa Računsko sodišče med drugim pravi, da je prepočasen pri odpravljanju napak. No, jaz bi rad ugotovil, koliko so njegovi argumenti močni in se potem odločil na osnovi tega. Še enkrat bom ponovil. Ne bi rad, da bi slovenska javnost menila, da imam dvojne standarde. Ene za ene ministre, zlasti, če so ministri iz druge stranke. Naj mi eden od mojih ministrskih kolegov pove meni in vam, ali sem v 2 letih mojega vodenja vlade bil pristranski do ministrice ali ministra zaradi njegove strankarske pripadnosti. Nikoli. To me ni nikoli zanimalo. Bili so moji kolegi, ki so delali za skupno dobro vlade. Tako velja tudi tukaj. Vendar, ker prihaja minister Križanič iz stranke, ki jo vodim, bi se prav lahko ustvaril vtis, da sem pristranski. Tega ne boste doživeli. Če bom ocenil, da obstojijo razlogi, da predlagam razrešitev, bom to tudi storil. Če bom ocenil, da razlogi ne obstojijo, bom poskušal to razložiti. Moram pa se zavedati, da ljudje pričakujejo, da se bodo institucije pravne države spoštovale in Računsko sodišče je institucija par excellence. Jaz sem jo spoštoval, jo bom spoštoval, ima avtoriteto in ne prisojam politične motiviranosti njenih odločitev. To moram zelo jasno povedati. Opravlja svoje delo in za zaupanje ljudi v nadzor nad porabo proračunskih sredstev je to institucija, brez katere si seveda enega zaupanja v to ne morem predstavljati. Tako da bodite prepričani, počakal bom 7 dni, 7 dni sem določil med drugim zato, ker 2 dni na ministra ni v Bruslu, na Ekofinu, sicer bi ta rok skrajšal in potem se bom odločil. In videli boste, da se bom odločil tako, da bom po eni strani ne samo za voljo mene, ministra Križaniča, celotnega ministrskega zbora, na koncu koncev politike kot take, poskušal storiti tako, da bom v vsakem primeru izrazil dolžno spoštovanje do odločitve Računskega sodišča. O tem ne bo nobenega dvoma. Na drugi strani pa se moram zavedati, da bi samo poziv na razrešitev ministra strani Računskega sodišča brez diskrecije, ki mi jo zakon daje. In zakon ne daje diskrecije predsedniku vlade kar tako. Zakon daje diskrecijo zato, da on na osnovi argumentov oceni, ali je poziv Računskega sodišča ustrezen ali ne. Če medija ne ni ustrezen, mora, kot veste, odgovoriti v 15 dneh. Zakaj? Zato, ker bi sicer Računsko sodišče odstavljalo ministre in predsednik vlade pravzaprav ne bi vodil vlade, ampak bi jo deloma vodilo Računsko sodišče, kar pa ni v skladu z delitvijo oblasti. Tako da mislim, da smo si tukaj zdaj v teh nekaj minutah nalili zelo čistega vina, da poznate moje stališče, ravnal bom tako, da bom prvič zaščitil avtoriteto
računskega sodišča. Nobene moje izjave, nobenega mojega ravnanja ne bo, ki bi kakorkoli okrnilo avtoriteto tega sodišča. Drugič, spoštoval bom to, kar mi bo minister Križanič dal v upogled kot razloge za njegovo ravnanje. Če so razlogi prepričljivi, na koncu jih boste videli tudi vi, jih bom poslal računskemu sodišču. Morda še pred rokom 15 dni. Morda še pred rokom 15 dni. Če bom ocenil, da niso prepričljivi, bom predlagal njegovo razrešitev. Tako da si je potrebno tukaj vzeti čas in zakon tudi daje pol meseca za to, da se predsednik vlade dobro in pravilno odloči. Bodite brez skrbi, gre za zelo pomembno odločitev, ki utrjuje vero ljudi v to, da predsednik vlade, ko ima tako težko odločitev pred seboj, in verjemite mi, to niso lahke odločitve, ravna nepristransko, kar se tiče strankarske in siceršnje politične ali svetovno-nazorske usmeritve. Da ravna v skladu z avtoriteto računskega sodišča, da spoštuje tudi integriteto svojih sodelavcev. To morate razumeti. Na koncu koncev gre za enega od mojih pomembnih sodelavcev. In da mu damo možnost, da pove svoje argumente in da jih upoštevam pri svoji odločitvi. Tako da čez 7 dni, ko bom argumente pogledal in jih strokovnjaki proučil, bom toliko lažje odločil. To je vse. Boštjan. Ja, Boštjan Veselič, kot je gospod premijer, vrnil bi se na gospoda Križaniča. Zanima me, ali bo na vašo odločitev glede tega, ali bo ostal v vladi ali ne, vplivala tudi javno mnenje. Recimo, vlada trenutno uživa nizko podporo. Če bi odstavili ministra Križaniča, bi verjetno pridobili nekaj točk. Hvala za to vprašanje. 2 leti in več proti pričakovanju marsikoga opravljam nalogo predsednika vlade. Tistega jutra, ko sem šel na prisego, sem si dejal, da je prišel zame čas, ko se poslavljam od politika, ki je užival visoko, nekaj let zapore tudi največjo popularnost v Sloveniji. Rekel sem si, potegoval se za ta težek položaj in bo težji, verjetno, kot se zdi. Uspel boš samo, če boš naredil tisto, kar je prav in ne tisto, kar ljudem všeč. Ljudje, ki niso na mojem položaju ali na položaju ministra, imajo ta privilegij, da se lahko oglasijo samo takrat, kadar si želijo in da povedo samo tisto, kar je všečno. Jaz tega privilegija nimam, niti ga ne pričakujem, niti ga nočem imeti. Tako da javno mnenje na mojo odločitev ne bo vplivalo. Storil bom to, kar bom mislil, da je prav. Ne morete opravljati mojega dela, gospe in gospodje. Če sprejmete odločitev, za katero intimno veste, da ni pravilna, ste jo pa sprejeli zato, ker je oportuna. Ne morete. Vi morate zvečer mirno zaspati, vedoč, da ste storili tisto, kar je bilo potrebno, ker veste, da je to pritiče vaše odgovornosti, ki jo imate. Moja odgovornost je zelo velika. Če bom presodil, da odgovori ministra Križaniča niso zadovoljivi, potem bom predlagal njegovo razrešitev in državni zbor bo odločal o njej. Če bom menil, da so njegovi odgovori zadovoljujoči, ne bom predlagal njegove razrešitve, vendar, to moram povedati, bom moral zelo temeljito, tako javnosti kot računskemu sodišču pojasniti, zakaj sem se odločil drugače, kot v primeru gospoda ministra Erjavca. Zelo, kajti drugače bo prišlo do vtisa v javnosti, ki ga pa nočem, da se predsednik vlade obnaša za dvojnimi standardi. Ne. Povedal pa sem vam vse druge okoliščine. Tako da prav nič me ni strah te odločitve. Na njo gledam kot na eno zahtevno odločitev, ki terja premišljenega in modrega moža, ki je sposoben preudarno pretehtati argumente. In tisto, kar bom menil, da je prav, bom tudi storil.
Potem bo javnost ocenila moje delovanje. Prej pa ne. Prej pa se ne bom pustil vplivati. Katja Šruga, POP TV, gospod predsednik, ali boste razumeli, kako in ali morda kot nezaupnico v primeru predloga za razrešitev ministra Križaniča, če bodo v parlamentu drugače od vaše volje glasovali poslanci socialne demokracije? Takšne so bile včeraj napovedi. Ali mislite, da bodo nezadostni odgovori ministra Križaniča, kar bo podlaga, čeprav razumem, za predlog za razrešitev, prepričali tudi vladajočo stranko v državnem zboru? Drugo vprašanje, ali ocenjujete... Okay. Predpostavimo, da pride do predloga za razrešitev. Prav gotovo v mojem nastopnem govoru ne bom pozabil vprašati državnega zbora, kako razume ta člen zakona o računskem sodišču. Kot veste, ga mi nismo želeli spreminjati. Moja odločitev je bila, da moramo pustiti regulatorje oziroma institucije pravne države intaktne. To poznate. To je moje stališče od začetka. Ali je ta določba računskega sodišča take narave, da pravzaprav računsko sodišče v bistvu per definicionem za samim pozivom že razreši ministra. Na koncu je sicer stvar v rokah državnega zbora, ampak naloga predsednika vlade je, da predloži državnemu zboru njegovo razrešitev. To je sigurno vprašanje, o katerem se moramo vprašati. Vi veste, da je recimo prejšnji predsednik vlade ravnal v enem podobnem primeru drugače. Ni predlagal razrešitve. In ni kršil zakona. Prosim, to moramo razumeti. So bila različna mnenja, ali ravnal upravljanje narobe, ampak ni kršil zakona. Predsedniku vlade je dana diskrecija. V tem nastopu, če bo do njega prišlo, bom prav gotovo povedal, kaj je minister storil in pustil poslancem, da odločijo po svoji vesti. Brez skrbi. Če jaz včeraj ne bi dobil od ministra Križaniča zelo hitro in kvalitetno pripravljenega gradiva, Darjan ga je videl, kjer je zelo sumarno, ker je vedel, da me bo zanimalo zelo na hitro. Če se da hitro odločitve sprejeti, jih rad sprejmem hitro. Jih ne odlagam, ker kot vidite iz dneva v dan prihajajo novi izzivi. Bi ravnal zelo hitro. Ker pa je minister Križanič predložil argumente, ki so temeljiti, sem rok dal 7 dni. In rekel, revizijsko poročilo je obširno. Če in kolikor minister meniš, da so argumenti na tvoji strani, mi jih moraš zelo podrobno tudi ti predstaviti, kajti od tega bo odvisna moja odločitev. In nič drugega. In ta hip prosim, da iz nobenega stavka, iz ničesar, kar sem dejal, ne povlečete nekega zaključka, kako bom ravnal. Tako bom odločil, ko bom videl argumentacijo ministra. Prosim. Ali se vam zdijo stiki finančnega ministra Križaniča z Goldman Sachsom mogoče tesnejši, kot bi se za finančnega ministra spodobilo, da so? Jaz sem v pogovorih z finančnim ministrom prosil in dal navodila, da se v luči pričakovane potrebe po dokapitalizaciji slovenskih bank pogovarja z možnimi investitorji. In tisto, kar sem terjal, je, da ni nobenih posrednikov. Da se pogovarja on. Nobenih posrednikov. Nobenih. Če in ko bo ocenil, da je potrebno praviti pogovore, naj se z njimi pogovarja. Jaz za njegov zadnji sestanek nisem vedel in tudi ni potrebno, da bi vedel. Ja, ni potrebno. Minister je suverena osebnost in se odpravi na pogovore takrat, ko meni, da je to potrebno. Sem mu pa naložil, če smem tako reči, da opravlja pogovore z morebitnimi tujimi investitorji. Kajti, če nimamo na voljo več pogajalskih alternativ, smo ujetniki enega partnerja. To zmanjšuje naše pogajalske prednosti. Več od tega boste razumeli, ne moram reči. Ne. Poznate pa moje stališče do kapitalizacije. Ne? Vaša soseda še bolj. Ne.
V redu, ja.